ali bi vas ozna zaslišvala, če ste bili takole do kosti prestrašeni. Tako, jaz tega strahu ne poznam, ampak po srečanju s tisočimi ljudmi vem, kaj je to strah o kosteh, se ni tega, da te tepejo. Je da zdaj tvoj oče prestrašen. Da zdaj imaš nekoga nekje. In ta strah je seveda strah, to je strah, drugače je zdaj ta pojem drugorazredni, ne? To je strah ljudi, ki so bili segregirani, stigmatizirani, redno odrinjeni obrod in so bili redno za vsem mehanizmom te torture predstavljeni kot tisti, ki ne smejo spodobno živeti. To je večina Slovencev. Ampak zdaj pa stvar, ki je tukaj izjemno pomembna, je pa en instinkt. In bom prebral še jasno vašo misel. To je na tistem zaslišanju, ko poveste, da ste iz Gabra, da ste 3 mesece v kolaboraciji prav. Moram povedati, da se je v meni že precej prej pojavil občutek predvidevanja, dojel sem dogodek, ki naj bi se zgodil in zamislil sem se strategijo obnašanja. Ta občutek me je spremljal še dolgo v življenju in marsikdaj pri odločilnih in pomembnih dogodkih nisem bil presenečen. O tem je tudi odgovor, zakaj sem se v kritičnih razmerah odzival tako racionalno. Povedal bom 2 povsem enaki, pričevanje enaki srečanji. Moje eno je Vladimir Kavčič, ki je sicer pro forma poročen z Breclavo in se nekako habilitira, je potem državni sekretar, se pravi minister za kulturo skoraj in razmeroma ugleden glasnik te partizanske strani. On je rekel, boj se zverina. Jaz sem zmerno začutil, če je kdo nevarno. Da se zmerno potupil. Se pravi, človek, od katerega ne bi pričakoval drugi, je bil gospod Pediček, mislim, da je Francen, ki opiše natančno isto, kako se obnašati pred zverijo, da preživiš. To je instinkt. Se pravi, to so bili taki časi, da so bili okrog ljudi, ko so bil obkrožen z ljudmi, si mogel preživeti. Ena stvar, ki seže tudi v širše okolje in ki je gospod Trefalt tukaj ni omenil, je seveda to njegovo spraševanje, kaj je prav in kaj je narobe. Gre pa seveda za pojem kolaboracije. Mislim, da bo čas počas, da se bomo v Sloveniji začeli o nekaterih stvarih normalno pogovarjati. Gospod Trefalt navaja Dimitrija Blumenvica, da je pač bila kolaboracija politično-instrumentalen pojem, da ni pravni pojem. Jaz ravno kar berem eno knjigo o kolaboraciji in rezistenci, pregled dogajanja v Hitlerjevem imperiju z malo bolj visoke perspektive. Vmes sem se moral reči, da po izidu knjige, ker je gospod Trefalt, čeprav sem mi zahvalil, kaj je dosti pomagal, nisem malo smo poklepetali, ampak ta problem slovenske kolaboracije seveda v evropskem okviru se da precej racionalno je umestiti. En od zanimivejših dogodkov, ki gospod Trefalt omenja, so ene nenavadne vaje za padalce na taborišču v Cerkljah, ki ste tej vadbi, tej trenaži za desant, verjetno se domobranci uprejo in je pa to okrog tega desanta na drvara. Seveda je bila Himmlerjeva, predvsem Himmlerjeva strategija v tem spopadu med fašističnimi, med nacionalsocialističnimi zverinami je bila seveda, da bi SS postala evropska vojska pod bolševizmom. V tem procesu so mobilizirali dejansko skoraj ni evropske nacije, ki ne bi imela svojih na vzhodni fronti in v SS-ovskih enotah. Če vzameš 44,000 Špancev, to so francoske SS-ovske enote, nizozemske, belgijske, danske, norveške, tukaj okrog nas seveda Avstrijci z 1,200,000 vojaki na fronti, tudi če imajo samo 8% prebivalstva, jih 14% v SS-u, Mađari s svojo armado, Hrvatije, Srbi,
Bolgariji sicer ne napadajo Sovjetske zveze, jih pa 250,000 vojakov bolgarskih okupira severno Grčijo, Makedonijo in južno Srbijo. Romunska vojska ima 1,200,000, je par 100,000 mrtvih na vzhodu, 500,000 Mađarov, slovaške enote na vzhodu, češke kolaborantske enote, naprimer 44 v Italiji. Tega mi nimamo. Ni. Mi imamo prisilne mobilizirance v nemško vojsko, ki pa delijo usodo z nekaj tisoč ljudmi v belgijskih okrožbih Eupen in Malmedy, z recimo 10,000 Luksemburžani, kakšnih 120,000 ljudi iz Alzacije in Lorene in kakšnih 700,000 Poljaki. To je ta ring okrog Reicha. Nimamo pa SS-ovske enote, nimamo angažmaja prostovoljnega oziroma okvirane državne strukture, angažmaja na vzhodni fronti. Nič. Imamo pa en zanimiv pojav, seveda, ki je zdaj tudi, mislim, da vsak, ki v zgodovinopisju hoče normalno brati in pisati, se ve, da komunistična partija izzove državljansko vojno, se začne proti tem upor in ta vroča, zrela faza državljanske vojne leta 1944 nam prinese eno zanimivo razmerje sil, ko do avgusta 1944 sta obe, se pravi komunistične in protikomunistične obe slovenski vojski, imate tam 18-20,000 mož. In seveda je en zanimiv pojav, da večina primorskih partizanov, naprimer, pade na Dolenjsk. 9,000 Štajercev v letu 1944 v prvih 9 mesecih pripeljejo na Dolenjsko. Se pravi, vse sile se angažirajo v državljanski vojni skoraj in domobranska struktura moči in tako naprej ostane skoraj nedotaknjena. Ob tem, seveda, da ta domobranska struktura nima tega profila nedelovanja in nevojskovanja, jasno pa je, da šele takrat protikomunistična stran razvije toliko potencijala, v bistvu, da presega partizansko, tudi pobija se več, tudi zločinove veliko več, ampak nedvomno je odgovor na vprašanje, ki ga gospod Trefalt postaja jasno. Je državljanska vojna, v kateri pa preprosto se dogajajo stvari, da je ta poražena armada ni poražena, ampak je pač vrnjena in potem pomorjena v Sloveniji. Tukaj v tej dinamiki razmerja, seveda, gospod Trefalt opisuje tudi razmerje pravzaprav med sošolci, razmerje tudi obveščevalnih aktivnosti, predvsem partizanske strani. In v tem okviru seveda je to pomembna in velika knjiga, gre tudi za to dejansko stanje na Koroškem, na Vetrinju in potem dogajanje tukaj, ker jaz mislim, da je opisal odlično in seveda gre pa zdaj tudi za to vprašanje obdobja po vojni, se pravi, imamo dva Trefalta, ki sta v javnem življenju visoko upoštevana. Verjetno bi lahko vsak po svoje verjetno tudi pojel s tem kakšne težave, ampak nedvomno je zanimivo tole vprašanje, ali je bilo to delovanje in razvoj plavalnega športa v Kranju, je bila tista zasluga, ki vas je rešila pred režimom, ali pa preprosto pač ni bilo vas nič takega, ker bi režim motilo, ampak nedvomno je dejstvo, da mi lahko to kohabitacijo te, recimo, ali poražene, ali pa vsaj strani, ki bi mogli z tega sveta zginiti, z režimom vidimo preprosto v rezultatih. Pa na pač plavalni klub Triglav Kranj je pravzaprav vrhunski plavalni klub zaradi narodnega izdajalca, če smo malci nič. To so zdaj tisti paradoksi tega sveta, ki se jih bomo mogli malo navaditi. Mi zdaj pripravljamo razstavo
o mobilizirancih v nemško vojsko. Teh je, zdaj imamo na Gorenjskem 11.000 imensko popisanih, po režimski oceni naj bi jih bilo 5.000, in njih so vrgli ven iz režima, spravi, kot se je kot okupatorni sodelavce, zato da ne bi dobil večjih finančnih poškodin od Nemčije, kot so jih partizani dobili od Jugoslavije. Tako je banalno, je to bilo. In tudi ta banalnost tega odrivanja ljudi, izrivanja ljudi. Jaz bi v obrok vaši zgodbi postavil zgodbo enega gospoda Raztresena, ki je tudi na eni domobranski postojanki, brati na partizanski strani, pa tudi sam ni bil najbolj zagret domobranca, ko sem ga spustil in potem postane vrhunski strokovnjak za te visokotlačne cevi za elektrarne, ampak ga pustijo, ga udrinejo v Maribor na Metalno in ko tam naredi, mislim, da je tista Jablanica, kaj je bila najbolj ambiciozna elektrarna v Jugoslaviji, on je kompletno sprojektira, naredi, ko pa pride trenutek otvoritve, pa dobijo nagrado vsi razen njega. In tako je Tine Velikone enkrat rekel, pa takole sedi, mater, pa delijo nagrade zdravnikom. Prav, poslušam, prav, ja, res, to zmes naredil, pa to tudi, odlično, gor pa pride nekdo, da kup nagrado. In jaz mislim, da je treba tudi v tej smeri razmišljati, ko to knjigo beremo, in da ta knjiga kaže v družbo, ki se nosi. Tudi mentaliteta ne Janša je mentaliteta odrivanja večine Slovencev v drugo ligo. To tako je. In zato jaz mislim, da je knjiga, čeprav smo slišali res ta martirijski del, ima pa številna sporočila, ki govorijo o prid spoštovanju življenja, o prid tej moči, da se da tudi slabe stvari preživeti. Jaz zmerom pravim, da in tudi to se vsi, če pravim, sam ponavljam, velika veličina je v živeti tako, da dolg časa trpiš krivico, ne da bi mogel kaj proti njej narediti. Zato jaz govorim o velemojstrih preživetja in ta lepota družine Trefalt, ki je bila, če sem prej omenil to lepoto rodu, kot taka je tukaj tudi ta duhovna veličina te družine, ki upam, da bo v Spotovnici živela naprej. Mi pa imamo to knjigo zato, da poskušamo, jaz se bojim, da 90 let nam pa čakali, da pa kaj dobrega na tem svetu naredimo, pa upam, da bomo. Hvala lepa. Hvala lepa za vse podeljeno. Zdaj pa imate priložnost še za vprašanja. Če dovolite, jaz bi se oglasil in sicer bi nekaj lepo pozdravil sedanjega gospoda, pa nekdanjega mojega sotrpina v Šentvidu in tam na tej poti. Istočasno mu izročam tudi pozdrave še 4 živeči sotrpinov, med katerimi so inženir Pit Bojan, Habjan, ki se ga spominja, kako sta gledala svojo teto ali mamo, ko je povedal, kako mu je vrgla tisti gost kruha, tam čez mejo. Potem je tukaj tudi Masnak Anton in pa Masnak Anton, moram povedati še to, da smo torej 4 živi do zdaj, kar jih imam jaz v evidenci, poleg teh, to se pravi, še Habjan Ivan Bozdan, ki se ga dobro spominja njega, sta bližila skupaj. Je pa zanimivo še to, da nas tukaj nekaj manjka. In sicer so še živeči, kaj bi danes rekel k temu Krevžar Marko, ta je živi v Argentini, ta se ga dobro spominja, smo bili skupaj v tem zaporu.
Potem, kaj bi bilo tukaj, če bi brez Elja še, če bi bila danes še rdeča, Drobni Štole in Štefančič Marjan, vsi ti ljudje so tega njega poznali. Dovolite, mogoče bi dal samo nekaj misli, nekaj dodatkov s tem, ko smo skupaj trpeli. Začel pa bom s Kranjem. V Kranji sem prišel jaz v sredo, on je prišel v četrtek. Mi, ki smo prišli v sredo, smo imeli srečo, namreč srečo v čem? Da so nas zelo malo tepli in kloftali. Medtem, ko so do druge zanišpali plovar, smo mi prišli že nekako poceni skozi do tega taborišča. O taborišču so nas delili, oficirje, potem mladoletne. To je na sredo popoldan smo prišli, drug dan je bil pa četrtek. Ta dan nam je nas delmo ostal posebej v spominu. Kaj se je zgodilo takrat? To je bil dan svetlorešnega telesa. Zvonovi so zvonili z vseh tistih cerkva in mi smo mislili, da bo vendarle šlo lažje, kot se nam pa podvali, oziroma kot so mnogi mislili, da jih čaka smrt. Žal je bila naša misel, da bo lažje velika zmota. To je ta četrtek je minul, ampak kaj je bila zanimivost tistega dne? In še par dni potem, da mi je uspelo priti v stik, kljub temu, da sem bil že v baraki, še z ljudmi, ki so bili na dvorišču registrirani kot stalni borci, kot oficiri, podoficiri. Pa ne omenjam nekaj izmed njih. Torej, predne smo pa prišli do tega, moram povedati še to. Ko smo se postavili zvečer v tisti stroj, je eden izmed nas rekel: polomjada, izdaja, prevara, kakšno je to naše modro vodstvo. Vsi smo ga gledali in kdo se je oglasil? Pokojni Drobni Štone. Rekel je, ko smo tam bili: fantje, tudi to je Božja volja. Ne vemo pa, zakaj se je to zgodilo. Moramo pač potrpeti. No, zdaj pa, če bi jaz misli povedal o teh fantov, ki smo jih še tisti moment prej so jih odpeljali, oziroma tisti teden, tiste dneve, kaj so mi govorili. Med njimi je Miha Novak. To je fant, ki je bil doma v Zeleni jami, izredno dober študent, je bil tudi član Slovenske dijaške zveze. Veliko je bral, povedal mi je, ni mi žal, da sem se boril proti komunizmu. To je zlo. Tudi Papež ga je pravilno ocenil, čeprav smo mi danes vojaško popolnoma zlomljeni. Naložil mi je, če bom živ, naj sporočim njihovim sestram, da bodo še, kje smo se pravzaprav srečali. Druga dva kolega, ki sta bila brata Mohoriča. To so sinovi znanega ljubljanskega advokata. Starejši Mohorič, sem ga dobro poznal, sem mu rekel: ti, zakaj pa ne pobrišiš? Saj si čist ne bliž doma. Tam je ena vas bi šel, 4-5 kilometrov, ker nismo bili tako hudo zastraženi, da ne bi riskiral pobega. Je pa rekel: kaj pa ti misliš? A ti veš, kaj je z mojim bratom? Ne, sem rekel. In mi je povedal, da je brat hudobolan in da gre iz njega dol, gor in spodaj. Je rekel: jaz ne moram brata zapustiti, pa naj bo kar če. Kakršno usodo bomo vrli, jo bomo tudi jaz. In sta imela oba za žalostno usodo. Končala sta, sicer kot sklepa v Kočevskem rogu. Hvala lepa, zdaj pa moramo še naprej, da če drugim priložnost, če bi še kdo kaj vprašal. Še kdo kakšno vprašanje? Jaz bi se nekaj vprašal. Peter Brgat sem jaz okrog Marka Vrevca. Pri
preko moje sestre, ki je prijateljevala z dr. Vrevcem, sem jaz vedel, da so starši zvedeli, kje leži Marko. In so šli po noči, oziroma tako, da ni noben vedel, so odkopali ostanke, torej mama pa ostali, ostanke Marka in so prenesli domov na domači vrt. In zato najbrž tudi se našlo teh, torej rekli ste, da so bili tri, ampak za Marka Vrevca 100% vem, da je na domačem vrtu pač so ga pokopali. Tudi potem niso nikomu to povedali, jasno, ne, to je bilo takrat nevarno, da bi se... Zakaj bi pa brat naročil potem, da smo tam Pržano kopali? A dr. Vrevc? Veste kaj, pustite legende, no, pa... Ne, ker je to... Spravna legenda je čisto zanimiva, no. No, dobro. Ampak lahko samo nekaj povem. Zraven vas na vaši levi strani je sorodnica. Fino, bom pa se z njo, da mi razjasni to legendo. Ja. Potem pa še eno vprašanje. Rekel ste, da ste delal pri propagandi. Ja, a ste morda srečal kdaj Jožeta Beraneka? Ja, o Beraneku vem, jaz osebno nisem seznanjen bolj sliko srečal, pač pa se je Branko Repozov Sem prav, ja, sem prav. Mi je to izpovedal, kako se je to zgodilo. Ja. Branko Repozov je pa napisal v knjigi, čist kratek. Branko Repozov se je poznal z Beranekom. In takole. Branko Repozov ima eno sporočilo in je moral ostati na propagandi in v tisti sobi, ki je on čakal, da ga bojo sprejeli, je bil tudi Beranek. Beranek je poskusil portretirati, Branko ga je prosil, če ga portretira, ampak Beraneku ni šlo od rok ta slikanje in je, ne vem, 6 ali 7 papirjev zmečkovanj na strano. No, potem se nista več videla. Pravi pa Repozov Branko sledeče v Beraneku. Že v begunstvu v Italiji pa me je pretresla vest o neverjetna vest iz domovine, da so partizani Beranka že drugi dan po svojem prihodu v Ljubljano umorili. Da so mu prej odsekali obe roki, pa mi je osebno povedala njegova od pretrpelih let postarana vdova, ko sem se z njo in sošolcem ter prijateljem Jožem Jankovičem iz Galjevice srečal na njenem stanovanju v Ljubljani leta 1992. Če ste mislili za to smrt Beraneka. Ja, sem. No, to je v knjigi Spomini in misli Branka Repozova. Imam knjigo in tudi to sem prebral. Namreč že nekaj let raziskujem teh 200 fantov pomoč končalo, ker so jih 2. junija zvečer pelali na spisku tudi Jože Beranek. So verjetno to že popolne delali, ker se je Jože Beranek domov prišel, je rekel stražarne spustil, da pozdravim 2 leti starega sine, ker je imel, pa je žena rekla, da pej nazadnje je kubren, ker sem pošten do stražarja in je
začel, ne, in je takole končal, ne, ve pa nihče, ne. V delu sem jaz v pismobralcev direktno Tita Turečka pozval, če lahko pomaga, kako pride do podatka, kje so končanje. Namreč, če sem prijateljeval z Markom Simom, ker sva isti letni generacija, ne, žal je lansko leto umrl Marko. Zaenkrat, no, se okrog tega Jureta Beranika njegovega groba nič ne ve. Hvala lepa. Hvala. Za konec bi prebrala še en odlomek, ki je tudi gospod Trefalt zaključi s tem odlomkom. Namreč večkrat nas vprašajo, zakaj objavljamo ta pričevanja, čemu je smisel tega. Tole je citat iz knjige Slovenija 1945, takole pravi: Današnjim generacijam ni treba prevzeti odgovornosti za dejanja ljudi, ki so danes večinoma mrtvi. Vendar pa moramo pokazati, kakšne so naše vrednote danes. To pomeni odprto sprejeti, kar se je zgodilo, in prenehati zatajevati boleče spomine ali pa zvračati odgovornost na druge. To zahteva sočutje do drugih ljudi. Treba se je tudi upreti skušnjavi, da bi problematiko uporabljali kot municijo v političnih sporih. Ni lahko, toda upajmo, da bo s časoma ta del slovenske zgodovine oplemenitil nacionalno zavest, namesto da bi bil vir ponižanja, jeze ali lažnega ponosa. Zelo vam priporočam knjigo v branje, da jo priporočite tudi drugim. Ko sem sama dobila knjigo v urednikovanje, sem bila zelo globoko pretresena v njej, posebej v tem delu v šentviških zaporih, namreč šolala sem se v zavodu svetega Stanislava, kjer nam niso kaj veliko govorili o tem. In ko sem videla te fotografije, kjer je gospod Božidar označil, ki je ležal v tisti dvorani, in mi smo imeli tam delske vaje, in tako me je to zelo globoko pretreslo in se mi zdi, da je to zelo pomembno tudi za mlajše generacije, da se te knjige berejo, pišejo, kolikor je to lahko. Tudi sicer je knjiga napisana zelo, zelo lepo, me je zelo presenetil tudi stilsko, zelo zborno, lep jezik. In hvala lepa obema gostoma za podelitev in vabim vas, da se ustavite še ob kozarčku vina, da še kaj poklepetamo. Hvala.